Včeraj smo slišali nekaj uvodnih misli o umetnosti duhovnega boja. V zadnjih desetletjih je nasplošno v naši družbi, ampak tudi v cerkvenih krogih malo poudarka na vzgoji za duhovni boj. Mogoče je tudi zaradi tega toliko duševnih bolezni. Razmislimo o tem dejstvu. Kdor se nauči biti pozoren na svoje misli, obvlada pomembno veščino, ki mu pomaga ne samo učinkovito opravljati svoje delo, ne v katerikoli službi je, svoje poslanstvo, ampak tudi se uspešno boriti proti slabim misli, ki negativno vplivajo na duševnost. Če poenostavljeno pogledamo na depresijo, lahko rečemo, da je to stanje, v katerem nas v določenih trenutkih preplavijo negativne misli in ne vemo, kaj storiti z njimi, kako se z njimi spopasti. To so morda misli, ki imajo svoj izvor iz travm, iz preteklosti, ki nam jih življenje ne more vzeti. Zato se moramo opremiti za oblikovanje svoje notranjosti, kar vključuje tudi pripravljenost za duhovni boj. Sistem, družba, v kateri živimo, nam pomaga takšne probleme dostikrat rešiti s tabletko, s pomirjevalom. Tako kupimo tabletko, zavarovalnica ali sami jo plačamo in nekdo s tem zasluži. Samo po sebi ni nič narobe. Duhovni boj res ni lahek, ampak je zastojn. Poleg tega oblikuje značaj in lahko daje osebno zadovoljstvo, ki je spet izvir novih notranjih moči. Danes pogosto ob prihodu kakršnekoli misli ali želje v naši notranjosti nam ne pride niti na misel, da bi morali reči ne. Ne, to ni dobro, ne zame, ne za druge. Bežimo pred napori. Pogosto imamo v življenju dve možnosti v vsakdanjem življenju. Normalno je, da izberemo najlažje. Če pa izbira najlažje možnosti postane navada, zakon našega obnašanja, našega ravnanja, postanemo vedno manj odporni in tvegamo, da nimamo več moči, da bi v določenem trenutku izbrali, kar je dobro, ker je nekoliko težje. In potem začnemo ne živeti, kot vemo, da je prav. Tu se lahko spomnimo Pavlovih besed. Ne delam dobrega, kar hočem, ampak zlo delam, ki ga nočem storiti. To nam jasno pove, da se je treba boriti. Prva knjižna uspešnica v krščanstvu je bila življenjepis svetega Antona Puščavnika. To je opis življenja, kjer je duhovni boj glavna tema. Srednjeveški slikar Hieronim Bosch zelo slikovito prikazuje ta duhovni boj kot boj proti zverinam, zelo znan tistih triptih, polno nekih čudnih živali, pravzaprav sestavljenih, malo iz resničnosti, malo iz domišljije. Pri tem duhovnem boju pa je treba paziti, kot kristjani moramo paziti, da ne gre za neki voluntarizem, torej nekaj, pri čemer okrepim svojo voljo, samo zato, da postanem močen, in da nekako grem skozi življenje pokončno kot neka močna osebnost. Za nas kristjane pri vsem, kar delamo, je zadnji cilj in glavni cilj ljubezen. Torej tudi pri duhovnem boju gre za krepitev volje, za to, da bi rasli v svobodi za ljubezen. Ni mogoče imeti močne osebnosti brez prakse, v kateri se učimo reči da dobremu, torej se odločiti za dobro in potem tudi nekaj narediti za to, da dobro uresničimo, in ne slabemu. Tudi takrat, ko se predstavi kot zanimivo, če že ne celo kot dobro. Ta je konec koncev pot do polnega in izpopolnjenega življenja. Korenine duhovnega boja najdemo v prvih poglavjih Svetega pisma. Bog vabi človeka naj prevlada nad svojim instinktom, ki je nagnjen k zlu, katerim je tudi ta
nagnjenost k zlu. Recimo, če preverimo prvi Mojzesove knjigi, 4. poglavje, 7. vrstica, ko Bog govori Kainu, ko je začel postati nevošljiv in mu pravi: če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj. Slab, grešen instinkt je prisoten v naši naravi in nas večinoma preseneti, preden se ga zavedamo. Življenjska naloga je torej vsakega izmed nas, kristjana še posebej, vse te silnice v naši notranjosti, ki nas lahko trgajo v različne smeri, spoznati, udomačiti, zato da nam potem lahko služijo skupnemu cilju, smislu našega življenja. Bi lahko rekli, da v nas in notranjosti je neki določen kaos, nered in poklicani smo, da z teh silnic, ki nas vlečejo v različne smeri, uredimo in tako naredimo iz tega neko umetnino našega življenja. In pri tem vidimo torej nenadomestljiva vloga vzgoje. Kolikokrat starši otroku rečejo ne, mu dajo smer, koliko dela opravijo vsak dan, iz leta v leto, naloga vzgoje, potem počasi preide na nas same. Torej, ko smo otroci, nam starši pomagajo, potem preide nas same. Kot kristjani pa vemo, da nismo sami. Vse svoje življenje lahko vključimo v svoje molitve. Duhovni boj pa še najbolj je kraj, kjer lahko vstopi Sveti Duh, da nas vodi, pomaga in krepi.